spomine na teološko fakulteto. To že takoj, ko sem videla to vprašanje, sem rekla, jaz na to ne bom mogla odgovoriti, ker tega je toliko, da lahko sam naštevam in smo cel večer tukaj na računalniku, ampak recimo, če bi mogla zdaj potegniti tisto nekaj, kar sem si res zapomnila, je to zagotovo pač osebje, profesori, čudoviti profesori, potem tudi sošolci. Nisem mogla verjeti, kako različni karakteri smo, ampak da nas je družila neka ljubezen do ene približno toliko debele knjige Svetega pisma. To se mi je zdelo nekaj fascinantnega. Potem pa tudi zagotovo so nekaj posebnega te četrtkove maše, pri katerih sodelujemo študentje, tako s petjem, z branjem, pač dejansko sodelujemo pri bogoslužju. In pa potem seveda pogostitev ob kakšni pici pa soku. No, pa tudi pevske vaje in potem ta ponudba tudi kulturnega udejstvovanja. Se pravi, en mojih najlepših spominov je bil seveda povezan z odrom. To pa je bila ta čas, da sem se rodila ravno v pravem času, da sem bila deležna tega, da sem lahko bila sovoditeljica na svečani prireditvi ob 100-letnici Teološke fakultete, zraven odličnih dveh, Roka in pa Matjaža. Opevajmo ljubezen, visoko cenjeno vsakemu človeku. Ravno zaradi nje, te ljubljenke Božjega veličastva, se je v zgodovini dvigal in spuščal ogled teologije. Sprehodili se bomo preko različnih zgodovinskih obdobij, katerih svetlobna nit je ljubezen, ki povezuje začetek in konec v eno zgodbo. In ravno ljubezen je, kot pravi Jezus, znamenje njegovih učencev. Če boste imeli ljubezen med seboj, boste moji učenci. Jaz sem bila nekako zaznamovana z nastopanjem, predvsem ne toliko z igro, mogoče z igro potem na faksu in pa v srednji šoli prvič, z nastopanjem pa že od osnovne šole. To se pač najprej bilo v teh preprostih otroških nekih stvareh, nekih recitalih, no potem je pa to prešlo v nekako deklamacijo, se pravi na pamet, kot nek nastop. No, potem sem se pa resneje z igro pač prvič srečala v srednji šoli, ko smo na oder postavili igro To ti je life, avtorice se ne spomnim, vem, da je bila avtorica, ampak mi je všlo. No, in takrat se, če pomislim na tiste čase, je bilo tako, to je bilo neverjetno, pač kako lahko pač najstnik si, nimaš lastnega prevoza, vezan si na prevoz, pač na ostale, potem šola, učenje, nenapovedani spraševanja, kontrolne, potem matura, vozniški izpit, pa še igro sem si dala zraven, pa še pevske, in če tako pogledam nazaj, pač res je zanimivo, kako človek lahko to zmore. Po eni strani si rečem, da sem takrat toliko mlada, ampak ja, res je to bilo eno zanimivo obdobje, no, moram reči. No, potem pa, kar se igre tiče in gledališča, seveda je bilo gledališče pri meni vedno na amaterski ravni, to je pač treba poudariti, nikoli ni bilo neke priložnosti za kaj več, mogoče še pride, ne vemo, bomo videli, ampak sem se resneje začela pač to amatersko igro ukvarjati, ko sem postala članica kulturno-umetniškega društva Evnica oziroma aktivna članica dramske skupine, ki je delovala pod njenim okriljem, in smo pač pred korona času izvedli dve igri. Eno smo postavili še enkrat na oder ob 90. obletnici, ki se je igrala kot prva v tem društvu. No, potem smo pa še Mödrlandorferjevo komedijo
Mama je umrla 2-krat, postavili in smo kar gostovali, malo naokoli, ljudje so bili zadovoljni, mi tudi. Potem smo se še nekaj prijavili za neko priznanje od JSKD-ja, ne spomnim se točno, zakaj je šlo, ampak prišla nas je ena režiserka gledati in nas je potem ocenila in dobili smo neko priznanje tudi, no, pač čisto tako, no, na amaterski ravni, še vedno, ne. Me je pa tudi zaznamovalo, recimo, pisanje različnih tekstov za, recimo, povezovanje dogodkov. To se mi zdi ena taka lepa priložnost, kjer sem se jaz uspela izraziti. Če nekako na kratko povežem, se je pri meni vse začelo z branjem. Ko pišeš neke tekste, je tvoj slog pisanja, oziroma pri meni je bil moj slog pisanja vedno pogojen s tistim, kar sem brala. Se pravi, več avtorjev mi je dalo različne poglede na moje, pa tudi na moje razmišljanje so vplivali, a ne. In potem sem jaz vedno njihove ideje nekako želela skriti med vrstice, da so ljudje, recimo, upam, da sem kdaj tudi to dosegla, no, da so ljudje potem še čez en dan, a ja, to je hotela povedati, ne. Tako pač nekaj globjega, tudi recimo po Svetem pismu velikokrat me navdihne in nenazadnje se mi zdi, da je to tudi naloga teologa, da Sveto pismo razlaga, ne, mi smo eksegeti in sem jaz tudi želela s tem uporabiti svojo izobrazbo, da sem nekako podtalno, morda kdaj tudi prikrito, zanalašč, včasih po nesreči, izražala ideje Svetega pisma, no, tako bom rekla. Tako da to se mi zdi ena taka lepa povezava, kako lahko kultura govora in izražanja vpliva na naše življenje. Kako lahko umetnost dejansko iz zapisa, ki je zapisan v knjigah, pretvorimo v svoje življenje, vsakdanje življenje. Dragi prijatelj Viktor, modro govoriš. In nenazadnje je modrost tudi ljubezen do presežnega in do Boga. Zdaj, jaz bi spet začela pri branju, a ne. Pri meni se je to vse začelo s knjigami, zaradi tega, ker knjige nam razvijajo čut za empatijo. Mi se s pomočjo knjig, preko branja, preko njihovih čustev se mi uživljamo. In dobesedno jaz, recimo, če lahko predstavim čisto svoj osebni pogled na igro, kaj je igra meni dala in kako je igra meni dejansko pomagala. Že v precej mladih letih smo se mi v družini spopadli s smrtjo v družini. In seveda je to ena prtljaga, ki jo dobimo, pač ki jo s sabo nosimo pač tako rekoč vse življenje. Je pa fino, da to prtljago malo preluftamo vsake toliko časa, a ne. In to sem jaz počela z odrom. Meni je oder dal svobodo, ne v smislu bežanja ali pa zanikanja. Ne, to nisem več jaz, to je zdaj oseba, ki jo igram. Ne, jaz sem izhajala iz sebe, iz svojih čustev, tisto, kar se je meni nabiralo, sem jaz se vživela, mi je pomagalo, da sem se vživela v nek določen lik. Zdaj mi je na pamet prišel en odlomek enega intervjuja, ki so ga delali z žal že pokojnim igralcem Šugmanom in je rekel nekaj v smislu, da smo ljudje lahko ljubimci, lahko smo pa morilci. In nekako so mi te besede ostale in jaz sem jih razumela tako, da smo ljudje lahko zelo pozitivne bitja, lahko pa imamo tudi tisto majčkeno bolj negativno plat. In potem je nadaljeval, da ljudje strmimo k tisti pozitivni, a ne, plati, ampak igralčev privilegij oziroma celo naloga je, da pa si upa raziskovati tudi tiste temne plati, življenj, tako svojih, kot tudi potem tistega lika, ki mu da neko meseno podobo, da zaživi dejansko.
Ste me vprašali, kaj sem jaz igrala, malo točno to. Meni so na kožo pisane bila sem zadirčna, bila sem sitna, imela sem možaco pato. Skratka, jaz sem si dala ven vse, spucala sem se, mislim, zdaj tako ne, pač malo za šalo, malo za res, ampak ja, no, mislim, dobim kar moč, no. Novi časi so obetali spremembe. Hodnike teološke fakultete pa je proti koncu 20. stoletja razsvetlilo tudi vedno več ženskih obličij, ki jih je, ne vem sicer točno zakaj, množično zanimala teologija. Boš ti že videl, ne vem zakaj. Prisluhni raje in izvedel boš. Se pa znam tudi poistovetiti, da ne bo samo negativno. Mislim, se znam uživeti tudi, recimo Marijo sem igrala tudi nekajkrat potem pri teh božičnih stvareh, ki jih imamo v župniji. No, smo pa tudi Miklavževe igre za otroke, to so bile pač seveda zgodbe napisane za otroke, ampak smo jih speljali v župniji. Gospod župnik je bil režiser, gospod Božidar Ogrinc je bil režiser in za vse je poskrbel in mi, mladina, se je zorganizirala. To ne morete verjeti, kako. Pač je bilo sicer veliko dela in vsega, ampak gre, no, se mi zdi, da mladi imamo veliko za povedati in veliko za pokazati, čeprav kdo morda misli, da temu ni tako, no. Se mi zdi, da je pa to umetnost in kultura in sploh oder nek način, kjer se lahko izrazi tako naša kritika, kot pa tudi neka pohvala oziroma neka prijetna zgodba, recimo, kot je za otroke. Nazadnje Svetopismo je bilo napisano tako s pomočjo ljudi, ki so imeli svoje neke lastnosti, karakteristike, tudi napake, zagotovo, in pa navdihnjeno od Boga, ki je pa potem tisto doda, tisto svetost. In Svetopismo je zgodba, in mi to zgodbo lahko beremo, ne vem, zdaj imam odprto recimo Judito, lahko beremo, ja, Nebukadnezar je dal enemu vojaku, naj pobije vse, in potem judovsko ljudstvo je jokalo, je vpilo, jim je bilo hudo. Ja, lahko rečemo, da jim je bilo hudo, pa a res mislimo, da jim, mislim, ne? Tako, to je neko površinsko branje, ki ga beremo vsi, tako verni, neverni kristjani in tako naprej, No, potem pa, če se vživimo, mislim, a si predstavljamo, v Svetem pismu piše, otroci niso imeli iskre v očeh, žene so omedlevale po ulicah. Mislim, a si predstavljamo, kaj so mogli oni takrat doživljati, Pač, da to premlevamo dejansko, Potem zgodba same Judite, ona Boga mislim, ni bila revna, no, ampak vdova in potem se opogumi in gre pred sovražnikov tabor. Žena svojo služabnico gre pred tabor polno oboroženih vojakov. Mislim, kako se je mogla ona počutiti? Kakšen pogum, kakšen tudi strah, zagotovo. In se mi zdi, to je tisto, kar nam manjka, tudi neka strast, da damo noter v te besede, da ponovno zaživijo. Pač tako, da dobijo, da meso postanejo skoraj, tako, ja. Kateri predmet najbolj zaznamoval na teološki fakulteti, je to iz prve ustrelim vedno eksegeza evangelijev. Če vam povem, jaz se spomnim takoj ta prve ure, ker smo vsi ostali odprtih ust do kolen, ker nas je imel profesor Matjaž in prvo uro nam je dal, ne vem, 2 kupa literature, obvezno, neobvezno, vsak teden neka seminarska naloga, potem pa za nameček tega še, ja, pa naučili se boste evangelije na pamet, no, če že ne vseh, pa samo Marka. In takrat, prosim, smo slišali v redu ali ne, ampak dejansko je tudi to obrodilo svoj sad, ker samo stvari, ki jih znaš na pamet, se ne zdi,
ti ostanejo. Če moraš že od začetka pogooglati, pobrskati, prelistati, boš listal, brskal, googlal vedno. Tisto pa, kar znaš, ker se naučiš enkrat, znaš ob polnoči, nima veze kdaj. Dobro, res, da malo uide iz spomina, ampak se mi zdi, da se obnovi. In ljudje od nas teologov pričakujejo, da če ti si hodil na teološko, ljudi zanima, zagotovo jih zanima, tudi če kdo reče, ampak te pa potem še, mislim, te nekaj vpraša, kar se tega tiče, in ljudje pričakujejo od nas in je fajn, da je tudi znati kakšen odstavek Svetega pisma na pamet. Tako da tudi to je za nekaj dobro. Tako da ja, mi je velikrat znanje evangelijev mi je prišlo prav, ker ne nazadnje je pač naša vera način življenja, in da ti pač to poznaš, moraš vedeti, kaj je delal Jezus, in se pač nekako sem tudi sem s pomočjo tega tudi že kdaj razložila komu pač na tak razumljiv način, kaj in kako in zakaj se gre. Vse po svoje lepo, pač vse pride tako ob svojem času in vse mora biti ta prostost, da greš lahko čist povsod, za pri vsaki stvari, da si dejansko. Potem zdaj so pa druge stvari, pa tudi ne bom rekla, da pač ne uživam ali pa kaj, ampak je pač drugače lepo. No, upam, da sta prisluhnila spominom in sta spoznala, da teologija zadeva vse nas. Vsi si želimo polnega življenja in lepih odnosov. Jaz sem vedno iskala nekaj takega, kar se bom lahko izrazila, se pravi, da bom lahko nekaj povedala in radio se mi je zdel takrat najboljša izbira in nisem, kot sem že rekla, nisem nikjer v času študija nikjer prej delala, mogoče bi mi bilo še lažje, ampak jaz sem potem rekla, kaj čem čakati, treba enkrat je in sem začela s pisanjem življenjepisa in potem sem naredila par posnetkov, pač kako govorim. In sem pošiljala na različne radije, no pa moram reči, da je bil odgovor kar precejšen, sicer takrat je bil še čas dopustov in tako malo je šlo mimo, ampak nekaj mi jih je pa odgovorilo, no. In potem se pač stvar razvijala in sem pristala, se mi je nekako zdela najboljša izbira, Radio Krka v Novem mestu. Imamo tudi verske vsebine, poleg vseh kulturnih, izobraževalnih in pač vse, kar sodi zraven. Imamo tudi vdaje z versko vsebino, na primer vsak dan Krkin godovnik, ko povemo, jih goduje in na kratko pišemo pač njegovo življenje. Potem pa še oddaja Naši kraji, ko predstavljamo pač cerkvene znamenitosti, v bistvu cerkve in pa župnije. Ne enkrat, pa trikrat, pa tudi mogoče ne samo to, da ne bi izbrala dvopredmetnega študija s povezavo s filozofsko fakulteto, ampak bi kar šla na EMT, pa vse naenkrat pa je, ali pa, ja no, tako da. Se mi zdi, da ne vem, nekako premalo pride do izraza ta dvopredmetni študij in se mi zdi, da je prav, da se to poudarja, ker se mi zdi, da mladi oziroma dijaki, ki se pač odločajo in delajo te pomembne korake v svojem življenju in se nenazadnje odločajo v svoji karieri, ne vejo, da to sploh obstaja, da je ta možnost in tako sem tudi jaz zgrešila svojo pot v prvem poskusu, in sem se potem, dejansko sem že bila vpisana v prvi letnik, ko sem se potem prepisovala na teološko, v bistvu sem menjala eno smer, Zdaj opogumljam, da se da in je vredno, absolutno, ni ravno prijetno takrat, ko je treba vse usklajevati, ampak priporočam, res, ker to je pa, meni se zdi to najboljša naložba, ki jo lahko narediš, da se odločiš za ta študij.
Je zanimivo, da sem hodila na predavanja, ki jih nisem imela v predmetniku vpisane, zaradi tega, ker me je pač enostavno zanimalo in me gnala radovednost in želja po še več, a ne. No, a si slišal? Tele študentke lajkinje so bile res zelo pogumne, prav navdušena in ponosna sem. Tja, očitno so jim moški kolegi vendarle prisluhnili. No, da bi le bilo še naprej tako. Ja, v otroštvu ni bilo nič posebenega, bili smo doma, bili smo veseli za to, a ne, nisem se glih zavedala, kaj pa kako, no potem na začetku faksa sem pa en dan na 8. februarja prebrala cele poezije in sem rekla, pa dobro, luštno mi je bilo, mislim, je naporno brati tako malo za možgančke, ampak mi je bilo všeč in sem rekla, drug let bom ponovila. Mogoče ja, mogoče ne, ampak sem in zdaj se kar držim in vsako leto na 8. februarja preberem poezije in tudi letos me že čakajo. Res je, nimamo dokončnih odgovorov, toda iskati je potrebno, da, ob vedno novih izzivih in znamenjih.